organi opravili ogled, bomo več videli. Se sploh še da kaj rešiti? Po mojem mnenju ne. Koliko je škode? Nismo še ocenili, škoda je gromozanska, ampak točnih številk nimamo. Delavci so ravnali zelo prisebno, ne? Ja, delavce je treba pohvaliti, ravnali so prisebno, na srečo se ni nobeno nič zgodilo, tako da gre tudi njim velika pohvala. Kaj sedaj? Ne vemo, iskreno povedano, to je šok. Trenutno rešujemo, kar je teh uradnih zadev, potem se bomo posebni krizni sestanki in bomo videli, kako naprej. Imeli ste tudi ful zaloge, ne? Ja, to je proizvodnja, ker deluje zalogo, tako da zaloge praktično ni več. Kako bo z delavci zdaj očitno delati? Z delavci bomo videli, nimamo odgovora, ne znam vam povedati, kaj narediti. Zaposleni so, pogodbo imajo, se pravi, ostanejo dolgoročno, pa ne vemo, kako povedati. Ena od možnosti je tudi, da nehate proizvodnjo? Glejte, to je prehitro preuranjeno govoriti. Za požar se jim je zavarovano. Ja, zavarovanje smo imeli. Koliko pa je delavcev točno? Tukaj jih je okrog 40 poslej. Bilo pa s požarno varnostjo 24 ur ste imeli? Požarno varnost. Mi imeli smo pač sisteme požarnega varovanja, usposobljen kader, tako da to smo imeli ustrezno pripravljeno. Prisotnost človeka pač 24 ur pa verjetno ni bilo. Proizvodnja deluje 24 ur na dan. Mislim, Gasilca pa nimamo, ni potrebe bilo nikoli. A se lahko govori kaj, a je šlo za človeško napako glede Ne, vzroka? preiskava še poteka, tako da ne moramo več na to komentirati. Kako je vaše ime? Rok Žgajnar. Sin od lastnika.